I love bacon. Okay, danes je petek, nek januar, ne smem povedati ure, ker je to highly illegal. Tole je podcast podrobnosti. Kje je epizoda, Pižanc? Živijo. 94. epizoda podcasta Podrobnosti je pred nami. Danes sva tukaj, kot vedno, jaz in Anže, ker je tretji član ekipe moral nekam jeti. Neki let, nek košark. Ja, neki dela. Neki dela v glavnem v življenju in nima časa potem za nas. Tako da bom samo povedal, aparatus.si smo na internetih, aparatus.si smo na Twitterih, kjer nas najdete tudi na svojem kanalu Podrobnosti _si, kjer vse zadeve za nas ureja naš sužen strokovnjak, ki smo mu danes dali 5 litrov deževnice in je vesel in srečen, tako da mislim, da se ne bo nič oglašal danes. Evo ga, pridem. In pa seveda tudi aparatus.si smo na Facebooku in zdaj imamo tudi grupo na Facebooku, to moramo povedati, ne, da nas pridete lahko tja. In sicer aparatus, pomišljaj, legitimna FB skupina. Ne, tako je. Sem copywriter. Anže, daj drugič Godlerju reč, prosim. Ja, in ko smo ravno pri Godlerju, aparatus, si podpri. Ta podcast je zastonj. 4, 8 ali 12 evrov mesečno in z denarjem, ki ga boste dali, podarili, s čimer boste prispevali za delovanje mreže Aparatus, bo Anže šel na tečaj copywriting. Ja. Naslednja skupina, ki bo odprta na Facebooku, bo mogoče rahlo krajša in bolj blagozveneča. Lej, cool je. A ja, pa lahko sam še to povem, jaz ne vem, če sta vidva, ki jih še nismo omenili, to opazila. Novo podobo imajo podcasti in cela mreža Aparatus, noben tega, to je noro. V glavnem, Milanka Fabjančič, pa to je, da moramo parkati shout-out, res full fine naredile. No, tako da. Ja. Danes se bomo pogovarjali o zelo glavasto bo danes, če se kdo spomni še tega podcasta, mogoče med vami. Se bomo pogovarjali o serijah, ki smo jih gledali preteklo leto in zato sva z Anžetom povabila v goste 2 režiserski eminenci. Najprej je z nami Urša Menart, a.k.a. koliko sem jaz danes zaspana. Jaz imam vedno čas, pižama, tako moraš povedati. In pa Matevž Luzar, a.k.a. motherfucker jezero, mother rastorač, ne prijemo do tebe in ti polomimo kolena. Dobar dan. Tako prijazen uvod. No pressure. Preden se vržemo na tole 2017 v televiziji. Urša, kaj trenutno počneš, kaj so kakšni projekti, kaj bomo kaj videli, kaj se pripraviti. Ti si lani posnela film. Ja, zdaj pa montiram film letos. To je tako. Montiram svoj, kako se reče temu, celovečerni igrani prvenec. Tako da, ne vem, proti koncu leta, po moje, se ga bo že dal pogledati. Kaj za festival planirate, da bo že? V Portorožu, bo, ne. Tako da pridite v Portorož, folk, september je pred vrati, zdaj smo januarja, še 8 mesecev, dajte si v koledar, ne vem še kdaj bo, ampak po moje, da bo, no. Tako da zdaj smo v postprodukciji, oziroma v montaži še. Nisi pa povedala, kako je naslov? Naslov je pa, ne bom več luzerka, to je moja autobiografija. Luzar, ti boš pa še luzar. Jaz sem pa še en luzar, ja. Ne, hotel sem reči, prej si rekla, da si v montaži, ne v postprodukciji, se je tako slišal, da zdaj je montaža, pa še v CGI pride. Anže, nekoliko pa res je CGI, ampak bolj v smislu,
Pa ne vem, kakšne stvari, ki so v kadru, pa nočeš, da so v kadru. No. Recimo, v enem kadru je tako fino McDonald's, tako malo divje, smo bili v centru, pa je neka McDonald's reklama, ki mogoče bi jo raj zamenjala. Aparatus reklama. Kako se lahko zmenimo, da je tam na mestu McDonald's reklama za mrežo Aparatus? Slash podpri, za nalaž pač. Ne, ampak tako, da dejansko pol... Pa ti pa ta mesec ni treba 12 evrov dati. Ja, dej bomo... Bom poslal my people, pa your people. Let's do lunch. Pa tako za nalož v Meka. Kako smo rekli, da kakšen bo... Matevž ne še pove, tako smo že omenili to jezero. Aha, ja, kaj, jezero? Jezero je super knjiga, pete kup pa prebrati, ne? Od Tadeja Globa. Ja. Ostalo pa občasno. Na vodnikovi domači lahko razlagate o tem, ki pa ne. Dobro, da vemo, kje so prioritete. Ne, jezero je tako, da je trenutno scenariji so napisani, zdaj trenutno delamo rewrite, oziroma popravljamo stvari neke, pa tako, drugače pa upajmo, da bo... Prva slovenska serija pol na HBO Go ali pa na net? Ja, vprašanje je gledati, to je produkcija RTV Slovenije, ampak možno je. Ja, možno je. V bistvu bo serija, ki bo dolga 6 epizod, po 50 minut, tako da bo v bistvu kot en dolg film. Super. Skandinavcem zdilamo? Ja, slovenski. Po mojem lahko jim prodamo to. Slovenski noir, torej pol. Kaški skandinavski, ni to, kako se temu reče? Temu valu. Nordic noir. Nordic noir. Slavic noir. Ja. Let's start new trend. Ja, detektiv v Adidas trenirki. To šuškavci. Škaj je, sam ta detektiv ful je trezen, ne? V jezeru. Jaz še zdaj nisem... Ja, ampak trezen je. No se zdaj še faza rewrite, Tako ne mogoče. Izboljšati. Ja, ker zdaj so dobili tale produkcijo, kaj ne, ste toliko gledali, pa to zdaj še ni draft, ampak Senca nad Balkanom. A jaz nisem še gledal, sem videl, da obstaja. Tako proper zgleda, ne? A ja, lega se je tiho. Ne, zelo zanimiva tematika. Mislim, ki je postavljena v čas, mislim, da se v 30-ih dogaja. 20-ih, pozna 20-ta. Kostumografija torej. Ja, kostumografija. Drugače, to je zanimiv setting, v bistvu te kozaki pa Beogradu. Zelo pa okultistična je pol tudi rata. Tam pol so že čevapčiči, ali ne, 30 vala so, ne, to je bilo vse prej, to je bila zelo slaba šala. Skozi je rakija je. Mi je bilo žal, ker sem začel, mi je bilo žal za to šalo. Ja. Definitivno spodbudno, zato se na področju Balkana zelo veliko dogaja, kar se tiče serij, dramskih serij, ne govorimo o telenovelah ali pa sitcomih, ampak v bistvu v Srbiji je Senke, na Hrvaškem bo verjetno snemanje druge sezone Novine. A bo druga sezona? Ja, na meji so še, ker je zelo politično vprašanje tam. Potem je pa ta teden štartala Počivali v miru, 3. sezona, to je ta serija, ki se je tudi prodala, mislim, da Izraelcem, ki bo za remake neki. Okay. Tako da se kar dogaja, pa kakor jaz slišim, tudi HBO Adria pripravlja neko serijo na področju bivše Juge. Prvo. Ja. Končno. Daj jim bomo Miro Konjače prodali, to bi bilo zelo dobro. Ja, mi moramo kurente, po mojem, in to je to. Če že neki iz našega lora. Ko pride Tony Erdman, remake ameriški ven, da zajahamo ta val. To pa pol Matevž že spet, še enega s penzionerjem. Drugač pa danes draft stvari, ki so bile nam dobre, to se ful dobro sliši, nam dobre v letu 2017, omejujemo se na serije, ne na filme. Ja, povedati moramo tudi, da smo dobili cel kup odgovorov na Facebook skupini, tako da bomo pa na koncu tam par mnenj prebrali, da vidimo, kaj bo še. In zdaj smo se tako lepo posedeli okrog, da Urša, tebi pripada čast prvega izbora. Kdo bo zdaj Luka Dončić? Ja, kdo je Luka Dončić tega drafta? Tako, ko smo najprej se pogovarjali o tem, sem mislila, pa sej jaz ful ne gledam serij, pa ful nisem imela časa lani, ker sem snemala film. Pa sem pa šla pogledat, pa v bistvu sem jih kar pogledala, 20. Več kaj jaz. Ampak 15, no, ampak gledam bolj te, ki imajo 20-minutne epizode, tako da. Aha, okay.
malo več stlačem. Luka Dončić v letu 2017 je po mojem BoJack Horseman, jaz ne vidim sploh konkurence. Za tiste, ki ne poznate tega, res nisem nikoli gledal. Gledal sem malo trailerje, ampak nikoli me ni pa tako privlekel, da bi rekel, zdaj bom pa pogledal. Mene tako koncept pa trailer mi je bilo tako malo, v bistvu v resnici, da razložim najprej, zakaj gre. To je animirana serija, kjer je taka še kar pocena animacija, v bistvu tako kot te bolj old school flash animacije, ki smo jih na Cartoon Networku gledali, malo lepšno, pa bolj inovativno so liki oblikovani, pa to narisano velike nekih vizualnih jokov noter. Ampak v bistvu zgodba je pa, glavni lik je ta BoJack Horseman je konj, ki pa je bil zvezdnik enega sitkoma v 90-ih, enega tazga bedanga varianta Charles in Charge ali pa neki tazga, kjer on posvoji neke 3 sirote in zdaj je ta kon oče tem otrokom in on je bil takrat, ne vem, kokaren Charlie Sheen recimo. Charlie Sheen, čeprav vloga je bila bolj Bill Cosby. Sploh zaradi polovarjev. Te prijetni ljudje, no. To je bil nekak njegov status takrat in tudi zdaj je njegov status nekak tam nekje, kakor Charlie Sheen danes. Se pravi, živi na stari slavi, pije, drogira se. To glih ne vemo, ampak velikrat se odloči, da zdaj bo pa zdrav, pa se bo začel, pa začne jogat, pa mu pol ne rata, pa se ga spet napije, pa en teden se ne zbudi iz kome. No, skratka, to je ta kon, ki pa živi v Hollywoodu in mal bi rad prišel nazaj na sceno. Potem pa ima eno prijateljco agentko, mačko, in najboljši prijatelj, ki pa je zlati prinašalc, Mr. Peanut Butter, ki pa je začel takrat kot on in imel je zelo podoben sitkom, tako kot če bi imel, ne vem, kaj je danes tazga. V glavnem, en je bil Bill Cosby, en je bil pa Bill Cosby sam zlati prinašalc. Ki pa danes vodi nek debilen kviz. Bojan Emeršič. Zemej, alej, pustej. In vsi ga imajo radi, tako kot Bojana Emeršiča in je najboljši prijatelj in najboljši pes. In BoJack strašno ljubosumen na njega. No, in v bistvu to je serija, kjer gre za po eni strani hollywoodsko satiro, mečkan pa v tej zadnji, ampak ne za res, v bistvu ima ful ene ljubezni do tega, ampak tudi ful se zafrkava, pa veliko je teh likov, ki so v Hollywoodu, ne vem, razni Spielbergi, pa neki producenti, ampak oblika taka živalska, oblika, zdaj sem malo pozabila. Margaret Martindale. Method actress. Ja, no, ona pa je res. In tudi velikrat pridejo kakšni te v resnici igravci in oni posodijo glas pač svojim tem dvojnikom v seriji. Ampak zdaj v zadnji sezoni je tudi bila to malo satira na ameriško politiko, hkrati, ker pač ta hollywoodska zgodba, ampak kar pa zraven usporedno z vsem tem laufa in je v bistvu ful bolj pomembno, je pa ena taka zgodba o depresiji. Ampak to je v bistvu najbolj smešna zgodba o depresiji, hkrati pa tudi najbolj, ne vem, ganljiva. No? Jaz pri nobeni seriji skoraj se ne zjokam, pri tej pa v tej 4. sezoni sem skoraj samomor naredila. Ti si You're the Worst gledala kdaj? Sem, ja. Mislim, zdaj ta te še nisem, ampak 3. sezona, recimo, s depresijo. Zajam me to zgodbo. Glih do tam nekje sem prišla, pa nisem gledala naprej še. Ampak in res v bistvu zelo dober in v tej nek cikl, v katerem je ta BoJack zaciklan, ki se vsakič odloči, da zdaj pa bo boljši človek, pa mu ne uspe. Pa se pol spet trud, pa mu nekaj časa ratuje, pa ga spet potegne dol. In te drugi ljudje okrog njega, ki se pa ljudje žvali. So ljudje in so žvali v tej seriji, malo je pomešan, to je, ni koncepta. Moraš sam go with the flow. Ki se na svoj način spopadajo s problemi v lifeu in tudi noben mu ni prav lahko, ampak vsi nekako so funkcionalni, razen tega BoJacka. Pa tudi, recimo, kar mi je zanimiv, igra ga Will Arnett, ki ga jaz, recimo, če ga vidim v živo, ga prav ne morem nekako gledati več, ker mi je on sam gob iz Arrested Development in ga ne morem videti kot nek drug lik, sam z glasom pa v bistvu naredi čist nek, ne vem,
drugačen lik iz tega Bojacka. Bojack je spet čist nek drug lik kot Batman, recimo Lego Batman, ki je tudi Will Arnett. Pa tudi je douchebag, ampak je čist drugačen. Čisto drugo smer. Mislim, on je najboljši Batman od vseh Batmanov. In tudi najboljši igralci iz sitcom serije 90-ih. Tako da, glej, Will Arnett, svaka čast. Pa še, jaz sem pa začela gledati to serijo, sploh ne zaradi, ker tudi ta koncept se mi sliši tako, kot tebi, Matevž, mal, pa še ena zgodba o nekem igralcu, ki hoče, pa res dost imamo teh nekih hollywoodskih satir, ampak sem pa prišla do te serije prek te ilustratorke glavne, Lise Hannawald, ki mi je bila ful všeč že pred leti, pa imam 1 ali 2 njeni knjigi doma, ki pač vedno tudi riše tako neki ljudi, živali, pa vedno se zajebava fino iz teh nekih iz teh nekih različnih kontekstov in v bistvu je, te liki so vsi njeni, ona je nekako to in sem prek nje sem prišla v resnici do te serije. No. Pa ful so mi fajn tudi te liki, te živali v seriji, ker so kot ljudje toliko časa, da že pozabiš, da so živali, ampak pa na eni točki pa se obnašajo kot živali. In ful enega humorja, recimo ta agentka mačka je tako najbolj taka career woman, taka najbolj spedenana, vsema pošlihtan, ampak če pa zagleda miško na vrvici igračo, pa more pač skočiti, ne more mim. Ena boljših metaka, ki je direktor založbe, je Pingvin. Pingvin, ja. Pač knjižne, pa Patton Oswalt. Zaradi tega, mogoče tle lahko menimo, da če vas zanima kaj več o BoJack Horsemanu, smo se o njem pogovarjali v Glavah 87, takrat je bil Saša Obraz z nama zanžetom, tako da če vas je tole zdaj nakurlo, pejte gledati in pol tam so prve 3 sezone podrobno razdeljene. Ja, pa res je proper serija. Počakati res mogoče 2-3 dele, da najdeš ta nek flow, da padeš noter, ampak potem je res, tako dejansko je tok nivojska različna, od tega se pravi te depresije, želje, ne, znova postati slaven, do potem, ne vem, nekih čist takih metafikcijskih podiran 4. stene z nekimi nanosnicami, do recimo, tle moramo imeti 3. sezono in seveda tisto epizodo brez besed, ki je nekaj najboljšega. Pa tudi, če ste, mislim, to pa še po moje, ti Matevž boš tudi zaštekal, meni je tudi tako, ko ste kdaj bili na službeno nekje, no. Jaz recimo isto, ko greš na nek festival, se ti isto zgodi, kot je v tej epizodi. Ne. Epizoda je, ko gre Bojack na festival promovirati svoj nek nov film, ker bi rad zdaj bil nominiran za Oskarja. In je tako kot Sundance, sam da je recimo v tem svetu je ta festival pod vodo. In celo epizodo noben nič ne govori, ker pod vodo valjda ne moreš govoriti, ne. In imajo vsi sam skafandre gor in neki mehurčki grejo ven in je cela scena, mislim, cela epizoda brez dialoga. Ampak koliko je zanimiv, neke pač kon pod vodo s skafandrom, ampak počutiš se pa ti isto in se spomniš seveda, ko sem jaz bila, ne vem kje, ali pa po moje isto, če greš, ali pa če greš službeno na neko, ne vem, konferenco, čist isti feeling. Tako da, tako no, jaz sem kar, pa tudi se mi zdi, da je ta 4. sezona v resnici še vse najboljša, tako kot ponavadi po 3-4 sezonah serija, mičken pade, da je ta 4. sezona najboljša do zdaj, no, sploh ta zadnjih 4-5 epizod. Je res brutalni. Mene je skar prepričala, tako da bom dal na listo to mojo Insomnia list watch. Maš na nekaj. Ja, vem. Zdaj pa kar ti? Jaz sem malo predvidljiv, ampak v bistvu sem bil zelo nadušen. Deklina zgodba. Deklina zgodba, verjetno ste vsi že gledali, na HBO-ju najdete. Je v bistvu... Ne? To je najboljša serija letošnjega leta. To je najboljša nova serija, ki je prišla. Dogajajo se v bistvu v bližnji prihodnosti, fiktivni. V bistvu je neka zgodba bolj postavljena kot neka antiutopična družba. Po veliki vojni v Ameriki je neka sekta prevzela del Amerike in imajo svoje pravila, svojo v bistvu družbeno novo ureditev, kjer so te glavni neplodni in si v bistvu zasužnijo ženske za razplod. In mislim, da je strašljiva zgodba, kar se mene tiče, ker v tem svetu, ki smo danes,
se nekako tako zelo verjetno s tem Trumpom in vsem tem je tako zelo verjetno. Ampak ni sam, kar se tiče zgodbe, kar je zanimivo. Meni v bistvu je definitivno tudi cel production design, scenografija, fotografija, kostumi so izjemni, tudi režija. Prve 2 ali 3 epizode je režirala Rit Morano, ki jo poznamo drugače kot direktorico fotografije, zdaj pa prestopila v režijo in je v bistvu ona postavila cel ta koncept, ki je zelo vizualen, zelo, mislim, meni je kar presežek, kar se tiče serij. Mislim, zgleda pa, to sorry, ki te prekinem, no, ampak ta vizualno je pa ta Handmaid's Tale narejen tako, kot večina stvari posnetih s Canoni na YouTubeu, ta, kako se že reče, shallow. Depth of field, vse je meglen, razen ena stvar je zelo ostra, ful je tega. To je teleobjektiv, v bistvu. Ja, dober. Ja. Odprta blenda. Ja. Tako, ampak dober narejen. Zelo dober. To, kar sem zdaj rekel, se sliši grozno, v bistvu. Ampak je res lepo narejen. No. Ja, in ko govorimo o tej aktualnosti, te serije, moram vedeti, pač, da je nastala po romanu, ki je bil napisan leta 1985. Ja. In je tudi zdaj smo dobili novo izdajo v slovenščini. Seveda Margaret Atwood je pisateljica, Kanačanka, Mirjam Drev je prevajalka in to je bilo pri nas tudi že pred leti izdano in zdaj so naredili pač ravno zaradi popularnosti serije, so naredili novo izdajo še tudi naslovnica je nova, je super. Tina, kaj že jo je naredila, sem prink pozabil in tako se navdihuje, tudi po tej podobi serije. Mislim, moramo omeniti tudi, da je v leta 90 je bil že posnet film Deklina zgodba. Robert Duvall igra tega polkovnika, mislim, da ženo Faye Dunaway, pa kdo je pa dekle, se pa trenutno ne spomnim, ampak je neka, ki smo jo pol leta videli po serijah. Tako ni šla pol naprej. Ne, film je dober, ker jaz sem pozabil čist na to celo zgodbo. Pozabil sem in pa, ko sem začel gledati to serijo, mi je bilo tako, pa to sem jaz že nekje videl. Ja. In pol jaz grem brskati po IMDb in gotovim, ja, valjda, Robert Duvall. Skozi sem gledal, tako je Robert Duvall. Zakaj imam jaz v glavi, da nek Robert Duvall tle noter? In to knjigo pa nisem bral prej, tako da sem jo zdaj pred kratkim kupil, zaradi tega tudi, ker je naslovnica super, pa ker je na nov zapakirana kot celota. Pa ful zanimiv, kako je, recimo, jaz se še nisem gledala, pa že skozi govorim, da moram, sam imam pol občutek, da to me bo toliko zamorilo, če mi je že ta Bojack čisto bil, ne morem zdaj si tega narediti, ampak kako je v bistvu to od vseh lanskih serij, po moje serija, ki je najbolj prišla v mainstream, v smislu, da je imela vpliv na zdaj kar ta oranžna barva, pa rdeča, zdaj to kar ful modern. Prav tako, mislim, kdaj smo nazadnje videli, da je kar na modo imela vpliv ena serija. Prav neki dizajneri zdaj delajo neke kolekcije inspired by in te neke pokrivala. Mislim, da je to tudi po dolgem času neka serija, ki je v bistvu ulovila duh časa s tem Trumpom in s to govorom, nestrpnim govorom. Je v bistvu res, ko gledaš serijo, imaš občutek, to se lahko jutri zgodi. Še to pa hkrati še taka dost izvirna ali pa edinstvena ta vizualna podoba, ne? In to dvoje skupaj očitno je res bilo tako. Zgleda pa tako, ker se jo snemali, to, kar sem prej rekel, ne? Zgleda pa tako, da niso imeli denarja, ker so vsi kadri, veš, oči gledaš, skoraj kot une dogma, veš, danci, vse je faca, pa 6 exterior shotov je več ali manj noter, pa vsi se dogajajo kot v travniku, ki neki stojijo. Mislim, po mojem je to zavestno odločitev. Ne, zavestno odločitev. Ampak tako, ne, hočem samo reči, da mene je ful pripričal, ker ti da, mene je ful nategnil ta serija, pač dati epsko z tega sveta, vse se dogaja pa v eni hiši, enemu travniku, v enem sledišču. In to je to, veš, kaj hočem, tako res ni velik tam. Dvakrat greš tam neki na sprehod, pa so tako na tržnici. Mene to me je ful navdušil, ker je ful močna zgodba, dejansko ful lepo posnet, ful dobro odigran, zares pa tako produkcijsko, pa ne zgleda brutalno zahteven. No. Res ne zgleda, zdaj karikiram, to je na drugi strani premici od Game of Thrones, kar se neke, serija, budžet, whatever tiče. Čeprav jaz bi na tem mestu omenil, v bistvu, da ta
kako je posneta in kako je to v bistvu vse zaprto, gre zelo izhaja ven iz zgodbe, ker je tudi ta njihova družba izolirana mednarodno in šele prvič ohranjajo ta stik. Meni je katana mama, to se čisto strinjam, ampak hočem samo reči, da je tako noro mi je, da je ena taka stvar. Veš, take serije so ponavadi, ko se mi zdi, ki niso tako široko potezne in kol ne ratejo tako velike. So to neke take indie, tako kot je pa Urša rekla, to je res butnalo mainstream. Mislim, to je letos bila D serija. Tako, kar se tam novih tiče, jaz sem saj tako na netu zaznaš, tudi kleke so v grupi ljudje pisali, da je dost folka gledali. Ja, pa tudi če nisi gledal, točno veš, vidiš kostum ali vidiš pa čepica, pa je to. Ja. Mislim, da je tudi ta serija vplivala na to, da se je pojavil zdaj ta movement Me Too in cel to neko, mislim, neka bolj ozaveščena. Je zahakla nek zeitgeist, ki ga že dolg cajta ni nič. A pa ti veš, Matevž, je to ena sezona ali gre to naprej? Lihkar je prišel, mislim, da ta teden je prišel nov trailer ven za drugo sezono. Je treba opozoriti, da serija ne sledi knjigi 100%. Jaz slišim, da je dosti boljša kot knjiga. Ja, v bistvu zato, ker svet odpira. Več sveta odpira in tudi v tej drugi sezoni bo več sveta odprla. S tem, da ima izjemno strukturo. Ponovadi smo navajeni, ne vem, ko gledamo Breaking Bad, ki ga Pižama še ni gledal, da sledimo enem ali pa dvem karakterjem. In Urša, ga nisi gledala Breaking Bad? Ne, gledala sem prvo epizodo, pa sem malo postala. Takrat prišel do ene četrtega dela, pa zmeri cajta zmaga. Ker ti je bilo vem, da je bilo ono, ki je bila Mojca noseča, nismo bilo v feelingu zdaj za take stvari takrat. Če se vrnem na strukturo, je zanimivo to, da na začetku zelo sledimo tej glavnem liku, potem pa ima to neko svobodo, da eno epizodo je pa glavni lik nekdo drug. Ja. In to je v bistvu kar revolucionarno za neko serijo, ki ima teh 8 ali 10 epizod. Jaz sem imela eno serijo, ki sem jo zelo rada imela, ki je imela tudi malo tako strukturo, sam je bila na HBO in po 2 sezonah so jo skenstali in noben ni slišal za njo. Enlightened, a je gledal? Ja, jaz vem, kaj je. Meni je to prav med najljubšimi serijami vseh časov. Super je. Čeprav ni isto, zato ker se tudi vrača skozi na njo, na deklo, ampak je pa več prostora, da drugim likom. Ja. Ne, ful, mislim, jaz sem v 2 kosih, se mi zdi, da sem vse videl, ker je res. Pa narejena je ta prva sezona, tudi če ne bilo druge. Dost zveš, mislim, dost se zgodi, da reče, to je kot miniserija. Zelo tak feeling, saj jaz sem ga imel, da je res bolj miniserija, kot prva sezona neke stvari, nekaj bolj še trajala. Ne. Tako da ja, a pa sem zdaj jaz. Ja, moram, ne, zdaj. Jaz vem, da kaj bi še rekel. Ja, glede na to, da imam skoraj podcast, še en drug, ki je posvečen temu, ne morem klemem, pač Star Trek je nov, a ne. Zdaj, človeku, ki Star Treka veliko gleda, ne, tu sem jaz, ker ga včasih zvečer gledam do original series, sem zato, da grem pa lahko spat, a ne. Star Trek Discovery, ne, je nov Star Trek po kar nekaj letih in nov Star Trek, ki ni za nič, ne? Ker zadnja serija Star Trek je bila seveda Enterprise, ki je od uvodne špice naprej, mislim, da v 4 sezonah premore 7 delov, ob katerih ne obolevaš, ne? Tako, vse ostalo je pa si ratrakiral čez, ker si fan. Ne, in če nič drugega, jaz sem zelo obupal po 3. sezoni, pa me pa Godler prepričal, da glej ta zadnjo 4., ker je par stvari tam pa okej, a ne. In sem jo pol celo pogledal, zdaj celo lani, a ne, tako da sem mal bolj na tekočem. Ampak ja, ta Discovery je pa pač Star Trek, ki se zelo napaja, spada v to tisočletje, no, tako bom rekel, v smislu, da so šli že spet mal naprej gledati, ne iščejo stare slave, ne. Tako, kot se je mogoče z Enterpriseom, pa najboljša primerjava sem je pa zanj prebral, da je glih to, da ta Star Trek Discovery je res taka ambiciozna serija, tako hoteli so Game of Thrones narediti v bistvu znotraj Star Trek sveta, kar je mogoče za človeka, ki je navajen bolj klasičnih Star Trekov, ne, malo šok. Jure Godler, ne. Ampak mene pa všeč, ker je pač nekaj novega v Star Trek vesolju, par novih cak je, tudi zelo postavljene kot, ne več kot network show, ne, ampak kot premium cable show, to bi mirno lahko bilo, ne vem, rekel na HBO ali pa Showtime ali pa tudi na Netflixu, kar tudi je pri nas, ne, pa ne bom trzno. Tle bi mogoče jaz zraven povedal, no, da jaz res
Star Treka nisem nikoli, ne vem, koliko gledal. Poznam ga to, da poznam te neke osnovne gradnike, ki so prišli v to splošno zavedanje pop kulture. Tudi seriji nisem, spomnim se, vem, da sem bil mulj, ko sem bil odrasel, že te fejzerje, ki so jih imeli, kako smo mi takrat neke te pištolce okolo obračali, da smo pa tudi fejzerje imeli, ki je bilo tako kontra obrnjeno. Ampak in nisem, in zdajle, ko se je ta začela, so oba z mojci začeli in gledava, tako čakava, da bo ponedeljek zvečer, da bova pogledala, ker te potegne noter in točno to je ta tudi razlika, ki si rekel, nimamo te stare več stvari, tako kot recimo še zmeri Doctor Who nekako poteka, če smo pri teh znanstvenih fantazijskih zaprav, da imaš ti Master of the Week, da imaš ti neko odpravo tedna, ampak grejo na to to je stvar, ki boš ti lahko potem enkrat pogledal na dušek in te pelje cela zgodba. S tem, da tudi delajo zelo ni epizodično. Ne. Ja, in pa še antologija, mislim, še tako bo narejena, da bojo pač to sezono spremlja 4 ljudi, naslednjo pa bojo drugi ljudje. Tako je zastavljen, tako da so jim dejansko dali, imate toliko, zdaj je 13, koliko jih bo v kosu, se vsakič druga cifra berem. In zdaj naredite zgodbo, zdaj naredite Star Trek zgodbo, tako življenje. Ja, in delajo čiste, tako kot se dela nove, se pravi neke. Zelo je na teh twistih, ki so tako, jasno, seveda, spet greš na internet in ljudje debatirajo. Pač to, kar zdaj pravzaprav tudi serijo, če tako gledaš, neke te televizične serije, ki niso zdaj pa zdaj rekel, da so tako idejno močne, kot je recimo Deklina zgodba, ali pa če še kakšna, ki jo bomo danes omenili, ampak ti rabiš, se pravi, ti, kot zdaj delaš serijo, ti rabiš to, da bojo ljudje gledali, da bojo ljudje tuhtali, da se bojo ljudje pogovarjali, da šmejo ti tam svoj subreddit, boš dobil za to, da bojo pa ljudje te teorije, zato da bojo rekli, vedeli smo, ampak kaj pa onih 568,000 drugih, ki niso se uresničile. Ampak se vidi vse, zelo moderno je narejena, meni super, da je Star Trek po tokem cajtu šel, tako kot s filmi, po tej špuri, tudi kle, pa ta človek, ta Orčik, ki je delal filme, v bistvu, ki je pisal, je klešal. Jaz sem zaenkrat še zmeraj tako zgodaj. Ti še nisi gledal teh zadnjega, kar je genijak, ker to je zdaj najboljši del sezone bil. Hvala, pižam. Mislim, to se sliši zelo zanimivo, ampak vse je še, mislim, zelo fajn. To bi gledal, ampak je to boljših serij. Ne, jaz to čisto tekam, jaz to dejansko čisto razumem, ampak je pa res, kot je pižam rekel, obljubim, če kdo slučajno ni gledal, ga tole posluša, to je ta prvi Star Trek, ki ga lahko kar gledaš, pa ga lahko kupaš brez da karkoli veš. Brez da karkoli prej veš. In tudi nimaš, pač imaš še 2-3 deli, ki so kaj neki tega filler materijala, noter drugače pa pele zgodbo naprej. En del, pa spet imaš tako po konceptih razme. Eno imaš, ki se ukvarja s tem neki ujetostjo v časovno zanko. Ne, imaš recimo en del pol, najmanj je kot Urša gledati, tako a kakšen kon noter, a kakšen kon pride pa idej o depresiji. Kon v puloverju. O depresiji, Jokala sem, Baba Tomič uleti, tako Star Trek, prijatelji, tako da jaz, pižam, tvoj prvi pik. Moj prvi, zdaj glede na to, da vse Deklina zgodba ni original HBO, je Hulu. FX. Mislim, da je Hulu. Hulu je, Čeprav zdaj nikoli več ne veš, sem še preveril zdaj, da je Hulu je. Ker so tudi sam prenesijo HBO distribucijo. Prenesijo pa HBO distribucija, ampak od teh stvari, ki so pa rekli, da je HBO delal v lanskem letu originalne, bi pa jaz omenil eno serijo, ki jo mogoče poznate, ki je nastala po knjižni predlogi, po nekem romanu. Pazi, da je twist. Big Little Lies. Ja, jaz pa sem obupal nad Big Little Lies. Big Little Lies, pa se ni slaba serija. To je Nicole Kidman, pa Reese Witherspoon, pa Laura Dern, pa Kira še. Dejansko je taka zelo, kar se tiče poplavi teh, zdaj se pravi, ki so vizualno, imamo Deklino zgodbo, ki imamo vesolje, imamo zmaje, kaj vse, je tako zelo nepretenciozna. Stvar, kar se tiče zdaj, kako oboleva. Ampak splača se, ne vem, jaz mislim, se splača gledati, jaz nisem mogel gledati. Zato, ker so bili ženski liki noter. Seksist. Vražnik žensk, Anže Tomič. Ne, Anže Harvey Tomič sem jaz, Tako da, dejte mi rožo, v glavnem. Hočem samo reči, jaz sem dejansko full fan Davida E. Kellyja. To je treba povedati, to je človek, ki je to naredil, to je človek, ki je naredil Boston Legal,
pa The Practice, pa vse te network šove on dela. Pa naredil je na Amazonu, je tale super, ki je lansko leto bila, ki igra samo moment. Kdo igra, pa mu takoj ti povem. Vse mi padlo z glave v trenutku. No, jaz sem dejansko full fan Davida E. Kellyja. Goliath? Je vrhunska serija, ki jo priporočam vsakemu. Okay, to še tudi nisem gledal. Billy Bob Thornton. Billy Bob Thornton, ja. Jaz sem full fan Davida E. Kellyja, ampak klem je bilo pa, ko si rekel... Ne, me sem smešen, ko si rekel, da ni pretenciozno, ampak mene pa ta bogati ljudje, ki živijo v Monterreyu in se okoli vozijo. Ja, ok, ja. Ampak kako, a veš, ne? Oleka sam te estradniki, kot to sami estradniki lahko gledajo. Ne pretenciozno, ampak Trojane Monterey. Mi smo tle gor, mi smo Beverly Hills, Ljubljane, gledamo zviška dol. Zraven mene je BoJack Horseman. Mi pa iz Zagorja gledamo gor proti Trojanom. Ne vem, veš, zakaj se mi zdi, kot to nekaj več stvari, ki z tok pompa prihajajo, ne? In se mi zdi, da je tako, ta je dosti tiho tako prišla, zdaj ne vem, lahko da sem pač zgrešil. Nekaj mislim, da ni bilo tako, da je bilo bolj na imenih je slonel, pa se ni vedel, kaj točno pričakuješ. Čeprav je bil roman, ne? Ja, ampak mislim, se je pustila pečat, ampak dobila je tudi, mislim, da je na Golden Globus in Emmy, ampak ker ona je bila kot miniserija. Ja, kot miniserija, ja. Zdaj pa so prevaranti se odločili, da bo še druga. Ja, in glih zato bi jo zdaj rad omenil, ker vprašanje, kaj bo pol. Obenem je spet glih tako na en način zelo tako zeitgeistovska, kar se tiče tega in družinskega nasilja, nekega sploh mogoče spet, pa tle imamo spet neko to zaprto skupnost, to zelo tako Stepford Wives deluje na začetku in spet imamo pač eno, ki pride noter, povzroči neko čist pač razkroj v dinamiki, ki je pravzaprav bolj statika, ker vse poteka po nekih teh ustaljenih tiricah. Mogoče sem klenot videl enega najbolj creepy otroških likov ever. Tamao od te, wow. Mi si rekel, da nisi gledal. Wow. Gledal sem par delov. Meni pa drugače ta serija tako, zakaj mi je vredno jo gledati, v bistvu zaradi igralskih teh nastopov, ker tam pa res prvič recimo sem videla Reese Witherspoon, da sem dojela, wow, ona je v bistvu genialna igralka, sam nikoli nismo tega čist razumeli, ampak ona je super tukaj v tem filmu, mislim v tej seriji, super je, pa pač Laura Dern, Nicole Kidman, ni tak klasika, Alexander Skarsgård, tudi genialen. Tako da pa moje, zato se splača, no. Ja, tate moj Ian Armitage, ki igra, pa on je bojda nek YouTube mulc. Da neke na YouTubeu Broadwayske predstave, mislim, da recenzira, ja. Tako da sumljivc vsekakor. Ja, sem ga, očijo ga, okej. Pa Adam Scott ima brado. Ja, upamo, da je on kaj več naumel. Adama Scotta nisem kupil, jaz v tej seriji. Meni bil pa on tok dober lik, prijazen fotor, ki pa ti je skos malo sumljiv, pa ne veš, a je v resnici kaj narobe z njim, ali je sam tako malo awkward, ne vem. Mene je sam tako, mene je res zmot to, ker vidiš, da bogati Američani pišejo serije. Tako meni to zgleda, veš. To me zdaj malo že mot to. No. Mislim, sam David E. Kelly ni to kvalitetnih stvari pisal, če gledamo to serijo in Goliath na Amazonu. To je res, na tem nivoju ni nikoli bil. Jaz bom kle rekel, če kdaj vidite po nesreč po TV-ju epizodo Boston Legal, kjer sta James Spader pa William Shatner, Star Trek spet, tamle ga ima Urša pred sabo na škatli. To je ta, veš, ta. Ne bi ga spoznala, sam kot tega starega modela iz Boston Legal poznam. Ne kot Captain Kirk. Ampak hočem to sem to reči, da dejansko David E. Kelly zna tudi pisati stvari. Tako da mene kle ni, moram pa reči, da mene je minil po 3-4 epizodah. Pa sam še 2 si imel pol do konca. Ne, mislim, on je sej tudi v tem žanru, ki delal, pa Ellie McBeal, mislim, vse bil zmeraj uspešen, ampak ni bil pa nikoli na tem nivoju, da rečeš, fakt, to je prez dobro. Ja, ok, to je proper miniserija, zdaj ne več miniserija, ki vemo, da bo. Urša, kdo je bil drugi pik v NBA-ju? Jason Tate, Markel Fultz, ne vem več, povej. Drugi pik je, prej sem sam hotela preveriti, če je res to iz lanskega leta serija, ker včasih se mi zdi, nekaj sem gledala 4 mesece nazaj, tako Big Little Lies pižama, ki si jo omenil, sem bila tako, ni bilo to predlani, toliko enih stvari se dogaja. Je čist na začetku leta je bilo, ne? In ko sem to pogooglala, sem se ustrašala, kaj bo zdaj prišlo ven, ker naslov je I Love Dick.
A je to kdo gledal, da to pozna? Amazon, ne? Ja. Mislim, da je Katja, mislim, da je v Mladini pisala Follow. Ja, bilo je, zato ker so pol tudi ponatisnili to knjigo. To je spet po eni knjigi, ki pa ni glih roman, ampak je neki vmes, neka malo bolj eksperimentalna forma. To je tudi Amazon, ali je? Amazon, ja. To je ena od teh serij, kjer Amazon v bistvu posname pilote oziroma financira pilote, pa jih da vse na internet, pa folk malo glasuje. A lahko sam nekaj rečem, ker pač ne bo prišla v ta izbor, ampak Tik je dobil drugo sezono. Sorry, jaz sem to fan. I love Tik je pa v sredo, zdaj, ko sem googlala, sem ugotovila, da 2 dni nazaj so jo skenslali. Sorry, the great blue wonder is just too strong. Ja, o čem se kaj mislim? To je pa tako, v resnici zelo, to je pa tako specifična zgodba, da je res po moje bilo občinstvo, tako jaz pa še ene 13 folka na svetu. Začne se tako, da glavni lik je ena umetnik, Catherine Han jo igra, se pravi, meni je ona genialna, itak. Umetnica, ki malo hoče biti režiserka, pa dela neke eksperimentalne kratke filme, ki so tako eni malo cringy, eni so ok. In morala bi, sprejeli so in na festivalu Benetke film, ampak pa so ga pa tudi vrgli ven iz sporeda, ker je nek obskuren komad dala not, za kjer ga ni uredila avtorskih pravic. Njen mož ali ti. Zdaj vidim, zakaj. Ja. Okay. Zelo specifično. Ampak to je samo tako prvih 5, to je ta setup. Njen mož je pa malo starejši, je pa akademik in piše eno knjigo o holokaustu, ki ne bo taka kot vse, ker bo malo zdaj na z drugega zornega kota, bo on to, ne vem kako. In dobi štipendijo in gre pa ona z njim, ker itak nima kaj zadelati, ker ne bo šla v Benetke, očitno. Dobi štipendijo, kjer v bistvu je kakor ena taka kreativna kolonija sred Teksasa v puščavi, kamor pridejo umetniki in zdaj oni pač plačajo jim, da so tam ne vem, en mesec in oni lahko delajo vsak na svojem projektu. Komuna to. Tako zelo taka mainstream tematika. No in ko prijeta one dva, Catherine Han pa čak, kaj že ta mož, Griffin Dunn, ja, tudi super igralec, mislim, meni je the best ta njegov lik. Prideta v to kolonijo in tam so različni umetniki iz cele Amerike in eni so res malo čudaki, a veš, pa so neki te mlade umetnice, ki zdaj se slačijo na webcamu in s tem pač tako in one dva sta malo ok. In mentor je pa Dick, ki pa ga igra Kevin Bacon, ki je pa en kipar. Kevin Bacon, stari. No, si zato sem začela gledati to serijo, ker Catherine Han, ti imaš ta kraš, ali kaj? Ja, večken, ja. A ti ga nimaš? I love bacon. Ki pa je kipar, ki dela, ne, tako, pač ime mu je Dick in on dela neke take sam masivne skulpture, take kamnite. In v bistvu to so skopirali enega res, pa sem nekaj šla googlat, pa en res tak Američan obstaja na to foro. In Catherine Han, boga tam z unim možem, ki piše o holokaustu, se pa totalno, tako kot jaz, zaljubil tega Kevina Bacona tam. In pol se njim v tej koloniji dogajajo ene stvari. Ampak vse se pa v tej koloniji dogaja? Ja, v Teksasu. Okay. V koloniji teh umetnikov, ampak fora je pa, da napisala je to Jill Soloway, to je ta, ki pač dela Transparent. Aha, ok. Jeffrey Tambor pa to. Ki je tudi, mislim... Nič več. A ja, zdaj ne več, ker... Ja, bomo videli, kaj bo zdaj s serijo naprej. Režira pa večino epizod Andrea Arnold, kar sploh nisem vedela, prej sem začela gledati. Andrea Arnold je pa ta režiserka, če ste hodili kaj na Liv zadnjih 10 let, ne vem, nazadnje je režirala American Honey, predtem je bil Fish Tank, skratka ta... Ken Regular. Ja, taka art režiserka, britanska, vedno bolj... Ja, jaz sem Fish Tank gledal, dober film. Ja, res dober film. Tudi ta American Honey. Meni je American Honey najljubši tako od njih. No, to pa eno epizodo režira ta, ki je naredila Boys Don't Cry, kaj je že Kimberly Pierce. V glavnem resna neka imena, režiserska, ampak v glavnem Andrea Arnold. In ena epizoda je čist tako, v bistvu ful je... Glede na to, da je Amazon in da ni na televiziji, ful lahko o seksu govorijo tako malo, ker nismo navajeni. Pa ena epizoda je čist eksperimentalna, samo kako te različne te bejbe, ki so v tej koloniji umetnice, kako so one začele
to svoje seksualno življenje. Tako malo je tako, ko začneš, ok, wow, ampak v bistvu je This is not TV. tak eksperimentalen, kot skoraj en eksperimentalen kratek film, ampak ful dober. Tako da res sem. Tako no, na začetku sem bila malo skeptična, pa malo so annoying vsi te umetniki, pa pol te serije o umetnikih, tako kot Bojack, pa rešena serija o igralcu. Ampak je tok, ker je tok nekaj totalno drugega, kot kar vse ostalo, kar sem videla kadarkoli. Tako da je res ful zanimiva. Sam moraš imeti pa malo tolerance do nekih takih filozofskih vprašanj, recimo umetnosti pa to, no. Pa tudi zrežirana je super. Mislim, da je 8 epizod po 20 minut. In to je zdaj tudi to, ne? 8 epizod po 20 minut in to je zdaj tudi to. 30 minut so epizode. Ampak, to pa bolj nimamo časa. Ampak res tako, kar čist neki drugega, no, kar sem navajena. Ne vem, tako da par folka, vsi, ki so gledali, ki jih poznam, tako vsi trije na svetu, so ful noter padli. Tako da se mi zdi, če te zagrab v prvi epizodi, pol ti bo. Pa je to. Ja. Okay. Jaz nisem sploh vedel. Jaz pa poznam, pa skoč čakam trenutek, da začnem gledati. Ne, lahko pa ostanemo tle, jaz sem si dejansko zaradi klopa sem si naročil Amazon. Ja, jaz imam tudi Amazon. I love Dick Marathon pri Tomiču doma. Je seksi Chromecast. Drugi pik. Moj drugi pik, to je pa malo kar zajebano, ker je tle Fargo, pa je tle Karp. Ne velja. Ne, ampak bom naredil twist, rekel bom v dvoje. Mislim, da je na eni točki bi tako mogel to reči. Ne, definitivno, ampak dajmo malo preskočiti, da ne bomo zmerom na koncu o tem govorili. O seriji, ki je nastala v produkciji Vojo in lahko gledate na Vojo, Luka Marčetič in ekipa so se vrnili. Pa to je ta neki lik, ki je delal Toskja je letos nov. Vloger. Včasih dela teste kakšnih japonskih slaščic, potem je najbolj znan. Potem je najbolj znan. Pa po, kaj je unčaru, ko se temu reči, ti si še zmeram najboljša stvar. Za tist bi on dobil Oskarja. Kako se ti tem bombonu reči? To moramo dati noč. Ja, gumičaru, največji gumičaru ever. To je mogoče najboljša stvar, ki je v Sloveniji narejena kadarkoli. Sorry, povej. V dvoje je definitivno najboljša slovenska serija, ki je bila sproducirana v zadnjih 2 letih, recimo. Škoda je, da ta serija se ne vrti na televiziji, da je Pop TV ne uvrstil program. Mislim, da je serija zelo originalna, hkrati se minutaža podaljšala iz tisti prva sezona, ne vem, koliko ste gledali, je dolga tam od 10 do 12 minut, zdaj je pa proper 25 minut in serijo je režiral to drugo sezono Klemen Dvornik, skupaj Luka Marčetič je bil isto igra, je showrunner v bistvu in moram reči, da so me zelo pozitivno presenetili in zelo sem se zabaval. No. Posebej prvi 3 deli so zelo dobri. Pa Niko Zagodej zgore brez not. To. Ladies. On mi je prevzel to vlogo v Marčetiču. Jaz tudi, kar sem videla. Jaz sem od Dan ljubezni fan Nikota, zato ker on... Ampak to je... ni hotel pokazati, još, tam sem jih moral jaz. Ja, lej. Moral. Ja, v scenariju je bilo. Ja, to je bilo v pogodbi, aneks pa. Hočem podpisati, da bom kazal Joške. Jaz se strinjam, jaz tudi pa sem jezen, ker imamo... Pač ljudje to znajo narediti, to pa je malo jezen rad. Mislim, super je, zato ker je sodoben humor neke generacije. Pa tudi, kar se tiče seksa, se mi zdi, tako, a veš, tako je prej Urša rekla, da tudi tako v slovenščini karkoli tega slišati, tako, okej, ja. Ne, res. Je malo, no? Mislim, če si navajen vse, kar je bilo slovenskega, ne pusti tako filme, a ne. Veš, to ni, veš, mi smo bolj navajeni. Bolj sterilno. Sproščena je, ne obremenjuje se seksom in tako. Mislim, če se vrnemo na Nikota, meni je on zanimiv zaradi tega tudi, ker to je igralec, ki lahko najbolj slovensko arhaično besedo reče in zveni kredibilno. Ja, ok, to štekam, to dejansko razumem. On celo lahko reče, ljubim te.
Pa mu verjameš. Pa mu verjameš, ja, ok. On je tudi najboljši pevec narodno-zabavne glasbe zadnjega leta. Ja, to sicer ni glih. Drugač pa je izjemen zobozdravnik. Ja, sem si že super zelo. Idite na Facebook, da Saj snema, kaj že, Se dela promo. zobozdravniko. Tle mogoče pismo edino dvoje, to je žal mi. Jaz sicer nisem še gledal zdaj te druge, čakam, ker jaz samo tako priznam, jaz si vojo vzamem pa ne vem, enkrat na let za mesec, dva, da takrat pa, ker vem, da bom imel cajt, da v miru pogledam, tudi svoje vloge v Skečoholikih še nisem pogledal. Ne, bil sem oblečen, da vas pomirim. Edin, kar mi je žal, kar gledam zdaj ti liki, kanot, zdaj Tosja upade, to, zakaj je Zaza v Berlinu? Zaza bi moral tudi. Tretja sezona. Bo pa v dvoje v Berlinu. Ne, drugače pa meni je v tej drugi sezoni Nina Ivanišin in pride kot nek nov lik in mi je genialna. Ona mi je res the best. Mislim, cel ta njihov svet se odpre, ker to daljše minutaže. Se to zdi ful pomemben po svoje, da je šlo na 20 plus minuta. Se mi zdi to tako, ker Orange meni, ker je drugač za filat 20 plus, a veš pa, da je serija, ker prej, ker je bila ta 10-12. Se mi zdi tako. Težje. Mislim, vala je to itak, ampak se mi zdi tako čisto za v narekovajih sceno, a veš, bolj resno jemlješ pa. Ja, čisto drugače jemlješ, a veš, kar je grozen po svoje, ampak še zmeraj je nek ta predsodek, se mi zdi, da to se mi zdi ful. Mislim, pa vid se tudi malo večji budžet je bil, čeprav po mojem bi lahko še, mislim, scenografsko in mislim tudi, kako izgleda serija, izgleda proper serija. Mislim, jaz zmeram pravim, to je pač neki slovenski girls, sam malo boljše. Boys and girls. Luka je sicer se dosta o tem razgovoru, je bil tle, kam vikend, kam te popkulturni pogovori, pa mislim, da je bila glih Nina še zraven, kdo je sta pri Igorju, pa pri Teji sta govorila, mogoče damo zapis. Da, ajem naredim, vse so oni. Dajmo zapis, vala dajmo zapis. Bila je živa. Živa je bila. Jaz sem skoraj vse te igralce za svoj film ponucala, ker sem videla v prvi epizodi. Urša tudi igra noter. To je pa. Pul sem čakala, da nekdo jaz nisem vedel, jaz nisem vedel. Izjemna vloga. Ja, mislim, ker. 3 stavke povem. 3 več, kot jaz. Sem to rekel. Zadnja TV serija, v kateri sem jaz nastopil, je bila Tretja hiša na levi. Se pravi, 3. sezona Tomič, Zaza in Pižama. Ja, to je to. Pub crawl v Berlinu. Tomiča so kadrirali brez glave. Ta Police Squad. Ker jaz dobim en bit part, bomo jump the shark, bo to. Če vem, kdo da nek bit part, pa veš, da je krivulja je šla navzdol. Pa se bomo krat spravili v Odmeve. V glavnem, sem jaz? Ja. Jaz sem. Jaz bi pa eno stvar, ki sem šel prav pogledat, ker je dejansko kar ene par ljudi, ki se ti vprašal v Facebook skupini to omenil. Moram pa reči, da je to zdaj serija, zdaj je bila 3. sezona, že spet bo risana. Je pa mogoče res edina stvar letos, oziroma leto 2017, ker sem par delov večkrat pogledal. In to je Rick and Morty. Jaz sem to začel tipkati, prej si povedal. Ja, Rick and Morty je pa moram, jaz 100 let sem jo gledal tam na Netflixu, pač je obstajala in sem jaz tega nam gledal, kaj je to. Pa Dan Harmon imam zelo tak. To je malo annoying, da tako pa ga noče ti biti cool, pa ti kar je cool. Jaz sem to Dana Harmona imam zelo tak nek. Ampak mi je pa kul, ker je pri podcastih on svoje stvari. Ta Harmon Town je bizarjada čista. Community je bil super. Community, vse za to je pravim, on je zelo. Nekaj časa. Ker je bil on zraven. Ja, to je res. Ampak tako, zelo imam tak nek yin-yang odnos do njega, ampak ta risanka, pa res ni risanka, ne. Je pa tako, že premisa mi je super, ker je tok high concept, da se lahko vse zgodi praktično, pa dejansko ima še enega lika noter, to je pač ta Rick, ki je v bistvu neuničljiv, najpametnejši. Mislim vse, ampak je tako, recimo, kar pri Bojacku pol ne, gre pa zelo velik pol na psiho, ne. Tudi mogoče na depresijo, sicer to malo drugače zapeljana, ne. Ampak je pa sploh ena epizoda v tej 3. sezoni, sem jo po mojem 4-krat že pogledal, ki se dogaja na tisti Citadeli, pa je v bistvu tako že spet omaknjena od teh glavnih likov, čeprav vse gledaš iste like non-stop. Res, Rick and Morty je pa mene so kupljeno. Pa so se mi že spet seveda zamerali s tem Szechuan sauce,
Rosom, to ne vem, če ste spremljali, Ja, ta cela drama. Ne. Drama v McDonald's. Drama v McDonald'su, ki so imeli v bistvu en joke, ki ga je pol McDonald's zelo nespretno izkoristil za svoje, zelo skejtamo McDonald's. Ti ga iz filma mečeš. Ja, res. Mi, da smo Matevžan, greva pa pol na double cheese. Ne, pa res je bilo tako, pač grozen je bilo. McDonald's hotel zagrabiti nek popkulturni moment, pa so se ga zelo slabo lotili in je bila res cela drama, ki so pol te moroni, ki gledajo Rick and Mortyja. Tudi to je ena stvar, ki me pol odvrne, ki vidiš, kje fene ima ta serija, včasih si tako, zakaj meni to všeč. Ampak je pa mislim, noro mi je, da zadnje cajte to, kar ameriška animacija dela na kakršen koli način, ala Bojack, tudi Bob's Burgers, ki je mogoče ni za omen, ampak je super. Noro, mislim, Bob's Burgers se meni tudi, nočem zdaj zraven ušunjati, pike, ampak tako, res. Simpsoni pa Family Guy, to je toliko brez veze, toliko je brez veze. Mislim, to je razlika v tem, zato so te bili na televizijah. To mislim, da Rick and Morty producira. Ja, ampak je Adult Swim, veš, Bob's Burgers je tudi Fox. To pač pri teh risah, recimo Big Mouth je bila ena taka letošnja, ne, Nick Kroll. Sam pravim, da ene parih je res takih presežkov, ne sam dober, ne, meni tako Rick and Morty in Bojack sta mi tam Bob's Burgers tudi, no. Res so mi taki presežki, pa so v bistvu animacije, ki te res mora nekako. Ja, pa scenaristično so čisto na nekem drugem nivoju. To nima veze več s tem. Ja, res. Jaz sem in moram reči, da jaz sem Rick and Morty, jaz sem zdaj vse sem pogledal že dvakrat, to eno epizodo v tretji, ki se nas ste delili, mislim, da sem 4 ali 5, krat sem že gledal. Je pa tudi, moram reči, zelo nefair od tebe, da primerjaš Rick and Morty, pa te, ki so zdaj v tretji sezoni, tretji sezoni, da primerjaš Simpsonovi v 95. Ne, se strinjam, ampak mi je noro, to vse stoji na ramenih Simpsonov, pač to je dejstvo. Če ne bi bilo Simpsonov, se nič od tega ne bi zgodilo. Ampak meni je noro, to so. Veš, kaj je bilo prezmeren, risanke niso samo za otroke, to je tudi za odrasle. To nima veze, da je risanka, res nima veze. Pa tako je Urša prej fulda rekla pri Bojacku, že razložiti ga je težko, pa živali, pa to, pa ampak to je risanka, tako po nesreči je risanka. Pač super, da je risanka, si lahko malo več prvoščeš, ampak scenaristično, pa kako je tudi odigran z glasovi, je pa to je res dozrela forma na vseh možnih nivojih. Meni je najboljši opis tega Rick and Mortyja. Zadnjič smo se nekaj pogovarjali, ne ena frendica, shout out, Nina, tako, ki tudi obožuje to serijo, je rekla, veš kaj, tako nekomu opisuje, kaj je fora te serije. In imaš eno sceno in prav res, jaz sem se smejala pol še 10 minut, ker sem imela to v glavi, ker sem se spomnila. Človek sedi na fotelju in po telefonu naroča pico. In polekat in sedi pica na telefonu in po človeku naroča fotelj in polekat in sedi fotelj na pici. In po pici naroča človeka. In tako pač se to zalupa. Ja. Ampak že spet, to je gag, ne? Zraven je pa dejansko zgodba o enem človeku, ki trpi, vse ima, ampak trpi. Pa v bistvu familiji, kjer sta fotor, pa ne bi smela biti skupaj, pa sta skupaj, ampak morata biti skupaj. No, mislim, vse je. No, to je klasični Dan Harmon. Ja, Harmon. Tako, ja. Mislim, jaz moram reči, da tako, v bistvu, moj prvi pik je bil skoraj Bojack, moram reči, Bojack mi je bolj dovršen kot tako, ne. Ampak pa sem pa mogel Rick and Morty. Samo obe te seriji imata v bistvu eksistencializem, no, to je nekak tema, veš, in to je pač neka tema, s katero mogoče Simpson niso se kdaj dotaknili, ampak nekako se niso animirane serije tako s tem ukvarjali. Ampak je ta tako, ne namo preveč highbrow hotel biti, no, ampak je tako, ni pa narejen to na način. Eksistencializem za ljudi, ki so pripravljeni McDonald's razbiti. Ne, hočem samo reči, da veš, tudi Bojack je tako, zelo tako je narejen, ni tako, kot je bilo v 90-ih sitcomi ali pa nekaj, ki je vse podsukran. Ni tako, ne gre pa za cinizem, te stvari niso cinične, niso kao meta. Ja, to si dobro rekel. Ja. Recimo, Community je tudi bil ciničen malo. Ja, veš, tam je bil pa zelo meta. V bistvu. Ja, ampak tukaj pa ni, v Bojacku in v Ricku in Mortyju pa ni nekega cinizma, ki bi kar rekel, ni Seinfeld momenta, ki je tako, nobody cares, no learning, no hugging. In nič ni pomemben. Nič ni pomemben, naslednji del, čisto nova zgodba, kar je imel svoje mesto, ampak meni je všeč, da je tako produkcija, saj ta zahodna, da je že šla čez to.
Ja, nov način pripovedovanja. Veš, ker prej je bilo toliko vse pocukran, ker je bilo vse mogli biti wholesome po TV-ju, da čiš štekam ta 90, pa začetek 2000, ki je bila reakcija na uno sranje, ki je bilo res. Vsi so se imeli radi na koncu, vsi smo se nekaj naučili. In čiš štekam, da so pol v kontra butnali, ker je bilo pa nič tega. Zdaj pa sam cinizem, nič ni pomembno. Zdaj dobiš pa nek tak meša, ki je v bistvu full srca, da pol Urša lahko joka. Ja, no res. A sam jaz. Ne, jaz tudi, to ne bomo, jaz tudi. Ampak dobiš pa full tako neke resne teme, ampak ni pa naslednji del, da nič se ni zgodilo. Ja, pa tudi ful humor je zraven, pa bolj je ta ironija, če že. Ja, če že. Ja. Jaz sem kar vesel, da se čeprav zdaj, ko Seinfelda že spet vse gledam, sem se že spet Kostenze nazaj navadil, tako da moram se malo prilagoditi. Pižam, tvoj drugi pik. Moj drugi pik je pa tudi ena, tako kot si ti izbral Discovery. Ja. Ena stvar, ki smo jo obravnavali v lanskem letu v podcastih, je sicer American Gods. Ja. Predvsem zaradi tega, ker je bil totalno pozitivno presenečenje, ker jim je uspel, se mi zdi, to gejmenovsko, mitološko Ameriko super prenesti na platno. Dejansko je sicer, ne vem, kakšen je točen zdaj občutek ljudi, ki niso brali knjige in so padli noter. Mešani. Niso mešani, kar se mene tiče, niso mešani. Zelo jasno je, meni je bilo dolgcajt. Lahko sem to, kar mislim, se to pogovarjati. Jaz sem dejansko American Gods full rad gledal. Meni ni bilo tako, da bi bilo dolgo. Ja, ampak čeprav nisi vedel, kam te bo pelalo, ravno to meni je bilo to ena vožnja, ta road trip po Ameriki, kjer smo bili pač deležni, pravzaprav zdaj sam do prvega umestnega časa. Ampak glede na vse stvari, ki se trenutno dogajajo s to serijo, se pravi, to, da je šel runner stran, da je vprašanje, kaj bo zdaj, čeprav zdaj pa bo sodelujejo, pa neki bo. Pa Gillian Anderson, ki gre strani od vzga. Se mi zdi, da je en tak mest, ki lahko še iskreno omenim, rečem, ta serija je pa dobra. Da tukaj reče, da pejte si, če niste gledali, pejte pogledati. In če ste slučajno stvalili čez kratek sinopsis, imamo Shadowa, možakarja, ki sedi v zaporu, zato ker je pač banko so dal pahnili nekaj tasga in je pač prevzel krivdo, da njegova žena ni šla sedeti. In je v zaporu, ker je on v zaporu, se njegova žena spečast njegovim najboljšim prijateljem, ona dva se ubijeta, tako par dni prijem bi moral on iz zapora pridati, on je zdaj izgubljen in ga pobere en star model, Ian McShane. Zaradi tega se to splača. Ja. Zaradi McShanea jaz opravičim. In se potem pač izkaže, da je Ian McShane nordijski bog in da ima svoje načrte s tem Shadowom. Me pa ravno to, pač, ker imeli smo pač požiranje z vulvo, je noro bilo narejeno. Ker to je ena stvar, ki si jo potem, ko sem bral, ko so predstavili, ko sem slišal, da bo TV, kako bojo to naredili, pa da ne bo čizi izpadlo. Fotografija je in noro je, vizualno je in vsi ti neki svetovi od teh potem in pač srečujeta potem bogove. Dobivamo tudi pripovedi o tem, kako so določena božanstva, določeni bogovi prihajali v Ameriko. In tudi struktura sama je zelo ohlapna. Tudi zaradi tega je mogoče malo tega, ker nimaš neke te, ker se zdi, da ni toliko zgodba, kot tlede so ta občutja, ki jih imaš ob gledanju. Ne moreš not pa. Pa premisa, zaradi knjige je premisa pač ful dobra, pa Ian McShane je noter. In mislim, da to te tako že na 2/3 prepele, pa ti je všeč ali pa ne. Pa Jezusi. Pa Jezusi, mnogo Jezusov. Mnogo Jezusov. Tako da jaz bi na tem American Gods. To rekom, ti ameriški bogovi, ravno zaradi strahu, da jih ne bomo več imeli na teh seznamih. To sem zato, ko govori, kaj prevajajo. Ja, kaj prevajajo. Si prevedel knjigo, zanimivo. Pa gremo zdaj tretji krog, pa gremo malo krajše. Imam pa še en predlog, pa bomo po četrtem, pa sam režeš enega favorita brez razlage. Bomo pa še nekaj prebrali iz Facebooka. Tako, ajde, Urša. Search Party na HBO. Aj to kdo gledal? To je, jaz imam same take čudne. Zdaj je bila druga sezona, lani se je začela. V resnici glavno vlogo igra Alia Shawkat, če ste gledali Arrested Development, on je ta maybe, ta sestrična, ki postane Hollywood executive v 16. No,
In v bistvu glavni liki so ona, njen fant in še 2 frenda. In so hipsteri v Brooklynu. In tako malo, nikoli sicer ne zvemo, dobro ta njen fant celo ima službo, neki poskuša v korpo svetu, pa ena frendica je igralka, pa jih glih ne ratuje, ampak zdaj pa je v neki trashy seriji dobila job. Pol imajo enega prijatelja, ki je res John Early, mogoče ste ga videli kje na Twitterju, ali pa na res zelo tako ekstremno smešen model, ki je ta gej lik, ki se obleče v, tako pač, če ga poguglaš iz serije, on ima tako dvodelni nek kostum, ki ima vprašaje po celi, ali pa tako pač tak res flamboyant model, totalno. Ja, okay, to sem videl. In tako en najbolj smešnih ljudi na svetu, za ta lik ne vemo, kaj dela, sklepamo, da ima bogate starše, tako kot najbrž vsi ostali, ker živijo v Brooklynu in pač hodijo na branče. In potem je že vihal nos nad Big Little Lies. Ja. No, ja, in ta Maybe naša, ne, ona pa nima nobenega joba in en smisel v življenju bi rada imela enkrat v lifeu. In pol vidi, da je ena bejba, s katero so oni hodili vsi skupaj, verjetno vsi na faks, da jo pogrešajo, da ne vejo, kje je. Pač neka random punca. Ni bila frendica od nobenega. Aha, ok, sam to, da jih poveže. Ampak okay. Pol se njej zdi, da je v eni kitajski restauraciji njo videla. To punco in zdaj se ona odloči, itak nič ne delam, tako rabim nekaj v lifeu, nek smisel in gre njo iskat. In vse te 3 svoje pač še fanta in te 2 frenda. To je nadaljevanka, oni iščejo. Zvleče za sabo in zdaj ona se vplete v neko čudno zgodbo, ker išče to bejbo. In prva sezona je taka mal skoraj tako malo Antonionijevsko, kao njo iščejo in naj sploh point v tem ali ni. Pol pa se zgodi na koncu neki, kar ne bom povedala kaj, in pol druga sezona, v bistvu, ki je pač zdaj pred kratkim se končala, zamenja žanr in postane taka Hitchcock serija, skoraj nekak. Okay. V bistvu je pa v vsej tej poplavi teh malo bolj ta new sincerity, pa to, kar si ti prej govoril, že teh nekih bolj iskrenih pač vsebin, je pa to še kar tako cinična serija vse. Aha, okay. Ker te hipsteri so tako prikazani, res. Malo vse so nam malo simpatični, sam face nam grejo pa tudi na živce. Moraš jih razumeti kot hipsterje. Ja. Tako malo se poistovetiš, malo pa jih tudi hočeš vsekati vse po vrsti okrog gobca enkrat. In v resnici druga sezona postane skoraj kot nek tak thriller, no? Ker se je nekaj zgodilo, nekaj, kar so oni naredili v prvi, ima posledice in zdaj v drugi sezoni poskušajo to zakriti. Okay. In v bistvu ful napeta serija, je pa tudi ta kratka, 20-minutne epizode so. Ko je pa slovenski naslov? Search Party, sploh ne vem. Ker HBO to čudno prevaja, da eni stvari sploh ne najdeš. Ne veš, kako iskati. Ne vem, ker sem iskala zdaj na IMDb-ju in slovenskega naslova, nisem zihar je na slovenskem. Yes. HBO Go, jaz sem vedno pod, ja. We shall see. Se mogoče pogledaš, še kaj lahko. Ponavadi tudi, če po igralcih iščeš. Da daš igralca. Ja. Okay. Ajde, Matevž, tvoj tretji pik, se opravičujem. Malo sem že napovedal, ampak bom kar rekel, Larry David. Sem te prehtel. Ja, si me, jaz sem, damn, okay. Ja, ne, Curb Your Enthusiasm, oziroma kako prevod, ni kar tako živahno. Ni slab prevod, ne. Ni slab prevod, ne. Sam, ki ga prvič slišiš. Je weird, ja. Ampak to, da se serija že vrtela, ne. Kako je bila pa, se RTV vrtela, kako po moje tako. Je bilo tako? Ja, jaz mislim, da, ja. Po moje je to še prevod iz... mene sam kar po glavi. Ja, nič, Larry David je nazaj, upam, da bo tukaj vstal spet, ne. Ja. Ker ne glede na to, da je imel pauzo 7 ali koliko let, 8, to zgleda še, kada ni nikoli neko. Ene 2 epizode sta tako se mi zdi, ampak sem pol rekel, vse so bile tudi včasih. On ima zmanj, mes ima 2, 3, tudi Seinfeld isto. Ja, se strinjam. Ampak je izjemen, mislim, zabaven, kot vedno. Ja, malo stvari je toliko fajn. Malo stvari je toliko smešnih in toliko življenjskih, da sem potem, ko je bilo konc Krba, sem kar začel od začetka Seinfelda gledati. In sem ga pogledal. Enako, jaz sem zdaj, mislim, da 6. sezono začel. Ja. Tako da, ja, in je... Sam je Larry David je mojster teh,
kako pripelje potem te dve stvari, ki jih začne na začetku, Skupaj. te A in B zgodbo, na en tak način, ki je dejansko te še zmeraj preseneča. Ja, v bistvu naredi ta twist. En kot najdete, skozi katerega pričakuješ, da se to bo to, pa to bo to, ampak potem najdeš eno čist te šesto opcijo, ne, da ne govorimo o tem antologijskem prizoru njega pod tušem, ne, Ja, v tej sezoni. ja. Nisem vedel, da si lahko to kon lase zmoč. Sem to rekel. Patva! Oh, gad, kašen kralj. Ja, zdaj si mi to vzel, ne? Ja, lej. Ja, Smo jaz pa zdaj sem že zdaj ful gledam, meni je to tako dobro, ker so ljudje odgovarjali, ker sem šel pol čez in bom... V bistvu naredijo zapiske, ne? Ne, pa ne zapiske, ampak mi je tako kul, ker vidim, kaj ljudje gledajo, pa vidiš, da so eni so tako pogrupirani, a veš. Ampak se moram reči, da se ena serija se pojavlja, ki jaz mislim, da si zasluži pač ogled, a ne? In to je Tabu. Jaz ne vem, ste ga gledali. Tabu je... Matevž Luzar igra not. Ne, fora je sam, da Tabu ne, je pa meni, jaz sem nisem vedel, kaj, jaz sem full fan Toma Hardija, kar sklepam, da tako smo vsi fani Toma Hardija, več ali manj, mogoče Urša nekaj Nolana namara. Cool. Ampak ja, Tom Hardy je cool. okay, Nolan torej ni kul, cool, Nolan ni kul, okay. Spet bo kletstvo. V glavnem, moja poanta je bila ta, da jaz nisem vedel, kaj točno pričakovati pri tej seriji. Potem sem v bistvu že spet tako pobinžal in mi je kul. Zdaj pa zakaj mi je kul? Mislim, da smo se enkrat že malo pogovarjali, sem tako na hitro povedal. Dogaja se na eno obdobje v Angliji, ne, ko je Anglija še nekako Anglija, Američani so že Američani, ampak jaz se ne spomnim, da se kdo s tem obdobjem obadal. Pa Afrika, kolonije, veš, tako kul mi je, ker veš, kot da bi pri nas, recimo, ne vem, če bi šel slovensko zgodovino gledati, da bi gledal nekaj na filmu, ki se dogaja. Ilirske province. Ja, Ilirske province, tako recimo. No. To je bilo zanimivo, ne? Ja, rokovnjači. Rokovnjači. Ne, bi bilo kul, ampak tako hoče ne, tako ful je weird, pa to večino cajta gledaš Toma Hardija, dela, ne. To je najboljš. Ampak dejansko neko zgodbo. Ko pa misliš, da je on dobil Bejna? Ja, čeprav klej sem vid faca. Ampak je tako, taka, ne vem, kam jo dati. Sploh ne more, tako še pri sebi, ker sem razmišljal, bi jo dal, ne, pa sem videl, da je par ljudi tudi gledal. Meni je, ne morem kar reči, to je ful dobra. Veš, kot da bi enemu rekel, to je pa noro, to moraš pa, ampak je pa dejansko taka zelo slow-paced je, ampak se glih dosti dogaja, včasih je malo taka, pa sem bral, da je malo tako Afriko čudno prikazujem, sem rekel, that's kind of the point, saj me sem tudi tako dojel. Ampak že zaradi tako obdobja, v katerem se dogaja, ker imaš ta East India Company, ki so v bistvu skoraj močnejši kot krona, pa kralja imaš, ki je vas, kaj je že una bolezen. Kaj je že ista. Ne vidite, pač le gledamo en gif od Toma Hardija iz Tabuja in ne vemo, zdaj je to on ali je Matevž Luzar. Ali je Matevž Luzar, ja. Dej sem, kaj pa zgodba, kaj je short pitch? V bistvu gre za to, da je on nek lik, ki se pojavi, pride nazaj iz Afrike, ker njegov oče umre, vsi so mislili, da je mrtev in v bistvu svojo pol sestro ima nek dokaj neprimeren odnos. Še nekaj imata. Ja, to je. Hočem reči, lastništvo. Ampak to nočem, pač pa se kregajo, zaradi tega, ker je fotorma rodedvanje, ampak pač cel ta interplay, krona, Američani, East India Company, pa on kot nek moteč element. Ta model iz House of Cards je not zdravnik. Pa ameriški vohun. Take pomočnika igra od Spacey, ta njegov. Super, ja. Ja. Če te malo zanima nek ta, veš, da je tako, da je nek period drama, ampak ne eno obdobje, ki ga nisi spet toliko gledal, dosti super, no. Meni dosti super. Tako da tam je prav v glavi ostala, tudi ko sem delal spisek. Skrubi je Spip tudi not igra eno epizodno vlogo. Ne vem, kdo je. To je pa en najboljših spoken worderjev britanskih. On je imel kaj bi bil komad Thou Shall Not Kill. Mislim, da je imel neki tako zelo dober, kot z nekimi ploščami in tako. Super, bom dal v zapiske. Jaz bom pa v Angliji ustal. In bo šel še bolj zakotno, še bolj temačno, še bolj brutalno, kot je London pred nekaj stoletji. In bom rekel The League of Gentlemen. Yes, The League of Gentlemen. Ti ne moreš pozabiti. Nostalgija. Jaz te podpiram. Dejansko zato, ker sem zvedel, da bodo jaz rekel, to zna biti tako slabo. Ja. In ni bilo.
Ja. In ni bilo, a si ti gledal? Ja, nisem ta nove gledal, jaz sem za nazaj. Ta nove, pravi, te 3 deli, ki so bili narejeni in se dogajajo, se pravi, 15 let, zelo 10-15 let, potem, kaj je, in sploh zdaj to. Mi smo zdaj navajeni Marka Gatisa, da je on pa zdaj Mycroft Holmes. Ne? On je zdaj ta uglajeni gospod. Pa kralj v Tabu. Pa kralj v Tabuju, ne, in vse. Pa ta kralj v Tabuju je zelo tak, The League of Gentlemen lik. Ja. In tukaj dobimo vse 3 nazaj, se pravi, njega, Pembertona, pa recimo Shearsmitha, recimo Shearsmith je vmes zelo, kaj bo ta Field in England, ne? Je igral noter, je bil, ne, tudi medtem, kaj je Pemberton, no, pa se ne moramo reči, ona dva kar delata za Inside Number 9, ne, je noro, to, kar so zdaj hoteli, kaj je ta Room 2 and 3, ali kako je že. Room 102. A 101, to je tudi dobra antologijska serija. Je bilo, ta Slava Slatun, ta prvi je bil zelo tak brutal. A kaj sta že te dva, no, ki delate tega brata, ki sta delala ta relationship tudi. Ja. No, v glavnem, in tukaj so se zdaj vrnili nazaj, do Plaz. Vrnili so se v Royston Vasi, kjer hočejo zdaj spremeniti. Ta pešconak sem je hotel reči iz tega Rankina, ki ga berem. Pač obvoznico hočejo, delajo pa neki bojo podirali in imamo zdaj vse like, ki smo jih poznali prej, zdaj v neki novi situaciji. Ne? Tudi Taps pa ta njen mož sta preživela in sta se zaskvotala zdaj not v enem bloku. Koliko je bilo zdaj vmes? Koliko je bilo dejansko? Zdaj je bilo 15, 2002, ja. Je bilo 2000, vidiš, to je skoraj, mislim, še hujška krb, ne. Ja, 15 let in so dejansko vse te glavne like jih odpeljajo. Ja, ki ga nihče ni omenil. Ja. To je boljš kot Twin Peaks. In v 3, predvsem je krajš. Ja. In v 3 delih zapeljajo to neko zgodbo, se pravi, spet neki outsideri, ki hočejo vdreti v to skupnost, in so vsi noter. Se pravi, vrne se, spet se začne ta scena, tako kot v prvem, se pravi, ko se Reese Shearsmith pelje k temu stricu pa teti, samo da je tukaj pač zdaj teta še živa, ker stric mu je umrl, in on tako bere, kao gleda, on je bil v originalu, kao on bere pismo, pa se sliši glasno in potem se obrne, ko reče, no, a mi lahko nehate brati, ne, to je moje pismo. Tukaj pa on bere kao z telefona nek message od tete in pol se gre kamera na stran in vidiš pač njegovo teto, ki jo igra Mark Gatiss v nude kostumu, kao because it's nude Thursday ali neki tasga, kako bere, ne, in je tako brutalno, vulgarno, tudi zelo teh elementov grozljivke, spet je neki noter in mene ena ljubših prizorov je bil ta Pauline, ki je ta delavka na zavodu za zaposlovanje. Piggy na polki, Mickey Love. Ne? In ti tako gledaš, zakaj je to še zmeraj isto? Čist isto se dogaja, pa oni so tle, vidite, neki starejši in pol izveš, da pač je ona ima neko hudo stopno Alzheimerja ali nekaj bilo in pač zdaj oni roleplayajo okoli, da bi si mogoče neki spomin povrnil pa nazaj. Tako in je zelo temačno tudi Papa Lazu, pride, se pojavi noter in vsi te. Tako da, če vam je bilo všeč to, dosti boljša stvar kot recimo The League of Gentlemen Apocalypse, ki je bil film potem enkrat vmes posnet in seveda tudi veterinarja noter. Scena z veterinarjem je pa tako fucking Hellraiser, pa še ni tako ogabno. Ogabno in zdaj imajo... Mesar je? Ne, mesar je umrl. Ampak imaš pa zdaj dela kot mesar, pa dela eno od teh 2 otrok od unga mafica, ki so imeli kioske. Meni je ful dobro, da smo v bistvu imeli in krb in to, ki je bilo vmes pauza, pa da je že spet dobro. To je meni... Jaz sem recimo gledala prvo epizodo tega, ampak sem zakinkala tam po unem veterinarju. Enkrat tega se še spomnim, ene stvari, ki se zdaj govoril, so mi pa tako, ampak nikoli nisem gledala unih prejšnjih. Moraš, in je bila malo bizarna. Ja, nujno moraš, ker je... pa je teh starih. 3x6 ali nekaj tako. In gledam, so super. Anglija, tako da ni panika. To je bil ta britanski, oni so imeli to najprej predstavo, s katero so okoli hodili, potem so imeli radijsko igro, potem so naredili TV serijo. Že to je meni izjemno to, da je to 15 let nazaj RTV Slovenija vrtela v prime time. Ja.
Zdaj ne vem, če bi. Ne bi. V Sovi bi bilo po noč. Tako da in pa seveda pa zraven omenimo še ta Inside Number 9, no, poleg tega, Ki so, je tudi ja, antologijska. ja. Okay, gremo na Facebook, pa vsak naj si sam pripravi še enega, ki ga lahko sam reče, pa končamo. Tako na hitro. Evo, gremo na Facebooku pogledati. Evo, omenil se recimo The Marvelous Miss Maisel. Ja, to vsi hvalijo. Jaz sem včeraj pogledal prvi del in pač, mogoče tudi zato, ker sem stand-upper, mi je blizu in definitivno se kani naprej gledati. Potem The Crown so omenili. Jaz sem celo gledal to sezono. Nekaj debatirala v opazovanju. V bistvu. Bogati Angleži, to pa gre skozi. Bogati Američani. To so od Boga poslanja, bogati Angleži. Doktor Marko pravi Top of the Lake. Pa mislim, da je hotel napisati Top of the Lake. Top of the Lake, China Girl. Smo mislili, da je doktor Marko ena serija. Potem Aljaž Tepina, ta, ki nam je enkrat že pisal, ko smo imeli na Ircu, pa ki ni ta Aljaž Tepina iz Batmana, ampak je drug, je recimo poleg Master of None, pa Glow. To jaz tudi nisem gledal. Glow in Legion. Legion je tudi sam, a je Legion je letošnja, jaz pomladi. Mislim, da je, ampak ful se vidi, da imajo ljudje kot Netflix in pol ful na Netflixu stvari. Pa vse random serije. Meni je Master of None druga sezona bila kar slabša od prve. Jaz še nisem gledal. Potem Stranger Things, Andreja, jaz nisem pogledal. Jaz sem fan Stranger Things, pogledal vse, super mi je, amben mu je ne bi priporočal. Pa neč ne moš reči, kaj je veliko. Meni je super, super mi je gledati, vse mi je cool, ne bi pa Benu rekel, Stranger Things, moš pa gledati. Nostalgik. Mislim, meni je to zadovoljilo me iz tega nostalgičnega, ker so to v bistvu ta, kako je zgleda cela stvar, pa ta, kako je zgodba, te spomne. Gunije, na It, na... Sorry, sem na to glika smo, a veš, ful je... Ampak ti zglih še ta zadnja generacija mesi, ki lahko fura, to ima 80, tako jaz sem se z malo mlajšimi pogovarjal, jemni, ker ni tega odnosa do estetike v 80-ih in do teh vseh referenc. In ni, ok. Lahko samo eno stvar, ene par, pa mislim, da prvi je tudi eden, ki je Anže, tako da zato ga lahko. Ampak ne, Dirk Gently iz Holistic Detective Agency. Se bi prišli do njega. Zdaj povej. Ja, nekaj, to sem pa jaz randomly gledal. Tako, ale, to je na Netflixu, dajmo to pogledati. Elijah Wood je noč rekel, to je slabo. Super serija. Weird serija. To ni zdaj tak, je Steven Mangan igral, nima nič zveze s tem, kar so delali v Angliji nekih 10 let nazaj. Ne, to je čist frišna produkcija. Naprej, ajde. Okay, potem Jaka prav Mindhunter. Tega sem jaz gledal. Meni je bilo tako slabo. Ta epizoda mi je bila grozna. Jaz se popolnoma strinjam. Druga je bila malo boljša, ampak se mi ni dal naprej. Jaz tudi nisem prišel čez drugo epizodo. Jaz sem tudi to slišal, zdaj pa zelo počasna, zelo je tako, pa tata glaven igralec je tako, ampak pa so pa ti klišeji, oni imajo pa dejansko v tej seriji, so pa dejansko iz teh originalnih intervjujev je povzet. In recimo te tipi, pa ko potem serijski morilci, ki not pridejo in te igralci, to je pa hudo pa. To je highlight pol. Ampak jaz bi raje... Njegova zgodba pa vna bej, pa tam... Jaz bi raje gledal dokumentarc o tem. Mislim, če že govorimo o tem. Točno isto sem jaz mislila. Mene je tle bilo malo preročnljivost Netflixa in rekel, dajmo Davida Fincherja, pa Serial Killers, to bo hit. Pa vsi malo na to pademo. Jaz tudi zaradi tega sem začel... Vsi imamo asociacijo Zodiaka. To bo fajn, pa... En od teh igra enega teh serijskih morilcev, potem v Bright igra, tako da pač ženska ni sedina stvar, ki jo je fental. Zing! Gledal sem. Mislim, zraven sem Hearthstone igral, priznam pa tako z enim očesom. Vid prav, tretja sezona Narcos, ker je bila presenetljivo po tem, kar se je zgodilo v drugi, da bomo povedali zaradi spoilerjev, da dejansko so izpeljali. Luka prav, The Deuce. Ja, ker ga jaz nisem omenil, ker ga še zdaj nisem gledal. Jaz tudi če ne. David Simon? Ja, sam ga bom, ampak to rabim biti pa v manj. Pismo, ne. Ok, nekaj govoriti. The Deuce. Ne gledati. Ok, ne prav, Black Mirror, to smo itak že. Kaj je še kaj taska? Ozark omenjajo tudi? Ozark je tudi, To je, recimo, to pogledaš Ozark, pa pogledaš BoJacka, pa imaš pa že skoraj Arrested Development. Pa ta Search Party, ne počasno. Pa še malo vse skupaj, kjer so sam še Michael Cera moral eno serijo priti. Pa še malo Breaking Bada. Kje je bil že on, Michael Cera, kje že tizga
odvetnika igral. Wet Hot American Summer. Je bil. Drugače, full folk je, kar se mene preseneča, in zdaj po mojem res gledal, da Punisherja so omenjali, teh Marvelovih, da je eden boljših. Jaz se ne morem napaliti, kaj je Marvel, pač sam to me jaz imam isti problem, jaz ne morem gledati. Pa Peaky Blinders, ne. Omenjajo to. Potem recimo, Aljoša, še en doktor, doktor Harlamo, tega, kar nisem rekel, on je rekel Better Call Saul, ki je lani dvignil napetost še za eno stopničko, 3. sezona je bila do zdaj najboljša, konflikti med liki so se stopnjevali in Jimmy je po mojem zdaj reže skoraj tik pred tem, da rata Saul, ampak spet ta počasna gradna karakterja, 3 pikice, morda bom moral enkrat, ko bom zadevo pogledal še enkrat, Aljoša, tole ti pa meni prebral za tabo, od začetka do konca priznati, da je tole celo boljše od Breaking Bad. Better Call Saul. Jaz ga še zdaj ne morem se ga spraviti za res gledati. Doktor Marko še enkrat pravi, ko smo pri Atwoodovi, Elias Grace. Je to kdo gledal? Ne, ampak je to čist frišna zadeva. Pa je ne tako dober, kot Handmaid's Tale. Tudi Harlamo se strinja z Bojackom, da je. Twin Peaks, Klemen prav Twin Peaks, The Return, sami presodite z katerega konca. Kaj so še kaj rekli? V Inside Number 9 je Polona tudi rekla. The Blacklist, prav en Tila. Prva sezona sem jaz gledal Blacklista in mi je top. Je trash, čisti trash, Network TV, vse narobe, prva sezona, druga sezona, 2 dela gledal na nikoli več. To je zato, ker si fan Boston Legal, mogoče. Ti nekaj narediš. Planet Earth 2. Pa ne sam Planet Earth 2, ker se strinjam z njo, ampak rekla je tudi Dark, nemška serija na Netflixu, ki je veliko prehud dviguje. Sam eni pa pravijo, da je za nič. Eni so pa tudi napisali, tako da jaz ne vem več, kaj reči. Mislim, v tem gledam to, da je zrasla številka samo ameriških serij, novih, v bistvu dramskih, na številko 500 na leto, to se pravi, da naredijo 500 serij. Gledam to, da so jih še 6 let nazaj delali po 80, je v bistvu ta poplava serij gromozanska. Se sam po tem spisku na Facebooku vidimo. Že tukaj je 100, Pa še mi smo gledali vsak 10 čist različnih. Pa Godless tudi. Godless pa jaz zdaj gledam in sem fan. Ker nisem fan western na Netflixu. Nisem fan, tam je pa res, Jeff Daniels je moj član. Kdo gleda? Nate prav Flaked. Za moje pojme, ena najboljših vlog Willa Arnetta, problemi so Will Arnett. Ne, nisem gledala. Zato, ker je užival, ker ni kon. Ker ni kon, pa še tukaj je tale Jurij napisal, pač, da Travelers, sem jaz slišal, da je pa neka kanadska zadeva. In je pa Tu sem res od parih ljudi, v življenju nisem slišal za to, ampak mislim, da je na Netflixu. Ampak je prav kanadska produkcija. In je zelo noter igra Will od Will and Grace. On noter igra. To bo tudi vrnil nazaj. Dejansko. Ampak je, da je ne, se Will and Grace je že nazaj. Gledamo in je v enem četrtem delu gospodinja umre. Ne, Lupe, ne. Okej. Sorry za spoiler. Potem imamo še Romana, našega mečevalskega mojstra. Prav, ne vem, če je že kdo predlagal, da meni The High Castle in SSGB. Karkoli je SSGB. Meni The High Castle ni mislim, super ima koncept, ampak se mi zdi, da ima... Potem, Babylon Berlin kdo gledal, to tudi hvalijo. Nisem ga gledal. To je pač ta Berlin, tik pred... To je najdražja evropska serija, v bistvu. Gunpowder, prav, da je to napisal Shakespeare v abstinenčni krizi, Jon Snow še vedno nima pojma. In pa za zatolčt v kali polic z grškim ognjem in obmetavac prižganimi čiki filter 57 Nightfall. To je pa delč najslabša, to je HBO, ne? Ja. To je delč najslabša serija, ki je produciral HBO v zadnjih letih. O čem se lahko? To je Zagon vitezov križarjev. To sem videl. Pilot je tak disaster. To je tak disaster. Jaz sem fan vitezov križarjev, to bi gledal bi eno super serijo, ampak to je pa disaster. A pa ameriški HBO, pač dejansko. Kako so pa to spustili ven, ko oni pa kar ubijajo te stvari, če so tok bad, ne? Tako da, hvala ljudem v Facebook skupini. Ja, res. To so bile 94 podrobnosti. Kaj pa četrti draft? Še četrta? Vsak ima enega, kak sam reče. Ne, more biti eden, zato da imamo 4 pike. American Vandal parodija na True Crime dokumentarce. Super. Super. Povej.
Fargo, sezon 3. Pač Fargo moram povedati, ker je. Pričakovano. Jaz bom pa rekel, pač Godless. Res. Ker, ja. Ja, veš kaj, če imamo še, bom pa rekel klop. Sorry, fanboy in. Kaj pa ta noben nismo imeli? A veš zakaj to? Če sam HBO zato, serijo. sam zato, ker je dejansko, ker je klop do zdaj v vsaki inkarnaciji se je prilagodil času, v katerem je bil medij, v katerem je bil in. To si preveč povedal, mogo bi ga sam reči. Ampak klop. Kaj pa ta serija Game of Thrones? Zadnja sezona, Ben je rekel, da je najboljša. Je najbolj bombastična, ni pa najboljša. Tako da, to je to. Prej ste že povedali, kaj počnete, kje ste pa na internetu. Mateo že na internetu, na Twitterju, Afna, Mateo Zluzar. To je to, Urša, kaj pa ti? V prostem času igram v Tabuju. Ja. Jaz pa sem v ne vem, kjer epizodi v Dvoje. Na internetu, na Voju. Trije stavki. Čakaj, kjer epizodi pa res si? Ne, mislim, da je 4. ali 5. Ja, 6. ja. Tam na sredini nekje. Ja, ne. Kopirnica. Ima da bo kredit, folk. Tako da stvar je resna. Wow, ok. Pižamc? Jaz sem pa Pizama na Twitterjih, Boštjan Gorenc Pizama na Facebooku in pa Stric Bedanc na Instagramu. Odlično. Jaz sem pa posoten ZT, se temu reče. Pa admin? Admin, imejte nas radi, lahko na aparatus.si na Facebooku, lahko greste tudi potem v aparatus FB Legitim na neki strani, full dolgo, v skupino, potem smo pa tudi aparatus.si na Twitterjih in pa podrobnosti .si, prav tako na Twitterjih, na spletu nas pa najdete na aparatus.si, kjer lahko potem napišete še poševnica in dopišete podpri in date 4, 8 ali 12 evrov mesečno za razvoj naše mreže. Predvsem moramo povedati, no, danes tukaj smo 4 v enem prostoru in s tole mešalko, ki smo seveda kupili z vašimi prispevki, je možno dobiti ta glas, ne, ta zvok, ki ga zdaj poslušate in v katerem uživate že dobro pol tretjo uro. Ja. Tako da Bokija pa danes ni bilo. Ja. Tako da, ampak imamo ga pa radi. Ja, Peljal je služnega strokovnjaka na sprehod. Ja, pa jaz bi še rekel, da te prosim podpreti aparatus, da ne bomo pili vodo, ampak da bomo poslali tudi Anžeta na tečaj kuhanje kave, kot je omenila Urša. Nož v hrbet na koncu. And on that bombshell. Adijo. Dio, srečno. Čau. Za večno.